človek v neku biodiverziteta, torej bogatstvo je v biodiverziteti, torej v raznolikosti. In tako da plemena ljudstev so vsaka unikatna. Če pogledate, kakšne vse vrste ljudstva imamo po svetu, kako so vse oblečeni, kaj vse verjamejo. Tukaj je to ogromno bogatstvo, a ne, vse poznaste, a ne, tudi iz tega National Geographic, tako da. Ampak v vseh teh plemenih je torej kloven, oziroma, a ne, nulta karta tarota je kloven, torej tisti, ki je svoboden in ki ni omejen, ne, ki je vedno na robu zdrave pameti. Torej s tem pravzaprav širi meje možnega in tako naprej. Tako da klovne je treba spoštovati. Oni najprej bo kloven, potem so prišli papeži in vse tako naprej. In tako tudi Jezus pa tudi reče, ne, da bodimo kot otrok. Ne. Ko smo mi kot otrok mehki, se lahko preliva in smo lahko priča, se ne vtikamo, ker vemo, kaj delamo. Tako da bodimo kot otrok. Ne. In gremo še enkrat teh receptov, ne. Ko me včasih ljudje vprašajo, ne, kaj je recept moje norosti ali pa hočemo divjosti, svobode. Pa sem včasih rekel, ne, torej služiti resnici. Vendar pravzaprav je to, a ne, živeti besedo. A ne, torej spoznanje, ki ga je Kristus dosegel z globokim potopom in potem nazaj vrnitvijo v svojo zavest, je s tem preobratom prišel do globokega spoznanja človekovega in Božjega skozi človekovega, ne, torej Kristusa, ne, človek Bog. In torej, ko živimo besedo, smo varni in smo na konju, ne. Zdaj pa torej, kako nam Jezus namigne, a ne, kako nam daje navodila, vse to marsikaj sem že govoril, pa bom še enkrat malo ponovil. Torej, da uresničujemo spomin na Jezusa, a ne, je tako, da uživamo njegovo telo. Ne, njegovo telo, pa smo rekli, a ne, ker razlomi kruh in ga da svojim učencem, to je moje telo, ne. Kdor uživa ta kruh, ne bo izkusil smrti. Torej, medsebojna delitev resursov. To je ta uresničevanje spomina na Kristusa, s čimer se ukine reinkarnacija, sansara in gremo na 4. dimenzijo, da postanemo kot Indijanci. Torej, da končno začnemo živeti z naravo v miru, skladno, a ne, z živalmi in z vsem duhovno in globoko in izpolnjeno, mirno, veselo in tako naprej. Tako da včasih imamo vzorce, včasih pa tudi so nevzorci, ne, tako da se ne moramo vedno zanašati na vzorc pri misli, ne. Vrednostni sisteme bom drugič še enkrat se bolj osredotočil in tudi na ta potop duše, ki sem ga tudi že omenjal, ko se zgodi duši, ne. Potem pa torej, smo rekli, ko se duša potopi, ne, gre torej na dnu, je faza volka. Torej, ko človek postane obseden z nadzorom, s kontrolo, a ne, kar je verjel, razpade. In tukaj se torej on nekako konfigurira in postane malo zverinski, lahko rečemo. In torej, ampak v tej novi knjigi od Jezusa, Tečaj ljubezni, ne, ki jo toplo priporočam, kako se reče, je on tam pravi, da diktatorji, pravzaprav namen diktatorjev je, da nas spodbudijo, da se povežemo, ker namen je v naši povezanosti. Oni so torej nas zbadajo, da se vendarle povežemo, da nismo kot raztrešena čreda, ne, ampak da smo skupaj in sodelujemo in se torej tudi upremo.
diktiranjem oziroma tiraniji. In tudi, vsak človek ima svojo edinstveno funkcijo. Vsak ima poseben lastnost, ki prida k temu mozaiku, ki potem ostane eno telo, kakor je tudi govoril Jezus. Potem tukaj sem tudi namignil, da bom še enkrat omenjal mojstrstvo ega. Torej imamo modrost, znanje, bom drugič mogoče podrobnejše šel še enkrat skozi te stvari. Potem imamo srčnost, srčni princip, energijski princip pa filozofski vidik. To so tri, Sveta Trojica, torej Oče, Sveti Duh pa Sin. Torej, ko nas ti principi obvladujemo, lahko zaidemo v čarovništvo, vendar pomembna torej ta nenavezanost na ta orodja ega, da smo priče, da opazujemo, kako torej duh skozi nas uporablja ta orodja ega, ki ego je pravzaprav kaj en papež, ne. Torej, ego je ta papežki, ta predsednik papežke, ki to vse skupaj modulira. Ampak torej se ne smemo s tem ego tam istovetiti, ne, ker če ne, potem zaidemo navzdol. Ampak torej opazujemo in tako rastemo in se razvijamo in se tudi naučimo, kako uporabljati, brez da smo torej obremenjeni oziroma ujeti v vse te procese. Da nismo obremenjeni, da nas ne posrka to vase. Potem imamo še energija, cilje življenja, razmišljanje, ideologije in božanskost sama. Torej 10 nivojev oziroma teh aspektov ega je, ki bom drugič več povedal o tem, ki jih torej še zmeraj uporabljamo, ampak se ne istovetimo, jih ne lastimo in postanemo mojster. In lahko pridemo in gremo po svoji volji. Potem tukaj imamo tudi svoje varuhe, ki so včasih v Evropi, to sem tudi že omenjal najbrž, ljudje medvedi. Na Tibetu jim rečejo jetiji, Indijanci rečejo Sasquatch in tako naprej. Torej, oni so tisti, ki naj nas bi greli, varovali in mi torej naj bi bili bitja ljubezni, zato smo torej tudi brez dlak. Ne. Ampak torej, ker smo prišli pod vplive teme in se umazali in tako naprej, se zdaj torej ti jetiji, ne, recimo bomo rekli tukaj, nekako zahtevajo, da se očistimo v vseh 4 elementih, tako da prečistimo svojo vodo, gremo pod slap za 1 uro oziroma 1 dan torej. Da očistimo svoj ogenj, gremo na puščavsko sonce za 1 dan. Da očistimo svoj zrak na vrh gore, da nas prepiha in svojo zemljo, da se zakopljemo v pesek. In tako smo torej dovolj čisti od entitet, torej teh energij in duhov, ki so po astralu in naokoli, ki manipulirajo in obsedajo ljudi in tako naprej. Da smo torej čisti, da so voljni torej se spet z nami povezati, ker če ne, je pač energijsko smrata, ne, od človeka, ne. Potem tukaj pa bomo zdaj še počasi še proti koncu, torej ena naša glasnica slovenska pravi, ki naj bi pretakala besedo stvarnika, stvaritelja, pravi tam tako stvaritelji: ja, Slovenci, samo vi imate ra pa ča. Vi ste tisti, ki ste prvi kultivirali neandertalca. In tudi Egipčani so po vas naredili bogove, čeprav so vas potem vseli zasužnjili. Tako da, včasih se rečejo Slovenci, da smo bolj papeški kot papež. Tako da nekaj je na tem, ampak torej se moramo zavedati, kako se papeštvo uporablja. Papež je preprost, Indijanc. In zdaj tukaj pa recimo, ko smo že slišali omenjene naše jugoslovanske pravoslavce,
Torej, pravoslavstvo vselih ima, a ne, veste, ko se je v zgodovini odcepilo stran, ker je spoznalo, kam gre katolištvo, in takrat so oni zajezdili en višji val, zato so v nekaterih miselnih procesih oziroma pogledih, na svetonazorih, dokaj naprednejši, tudi glede magije, energijskih del in tako naprej, modrosti. In tako, da so v Jugoslaviji imeli prednost, so tudi, a ne, ko sem se čudil, a ne, kako je prišlo do takšnih perverzij globokih, temačnih v Jugoslaviji. In potem sem videl, saj tukaj ni bila pa znana ezoterika. Tukaj pa je zdaj razumljeno, kako smo lahko takšna čuda, krvavih in čarovniških stvari, ki smo bili priča in smo še zdaj, a ne, lahko potekalo. In torej, apokalipsa, ki je na koncu sveta, torej, in je sedaj v procesu in pomeni torej razkritje, razodetje. Lahko rečemo temu tudi intervencija, torej božja intervencija, ne. Kako bomo prišli, kako bomo priklicali to intervencijo, če jo potrebujemo, a ne, in recimo glede na to, da obstaja galaktični kodeks, ki torej vselih dovoljuje božjo intervencijo, višjo intervencijo na Zemljo, čeprav je planet svobodne volje. In v primeru, da je ta kodeks kršen, torej se lahko to zgodi in sedaj bo že večkrat globoko kršen. Tako da imamo pravico do tega in sedaj pa vselih, a ne bo Kristus hodil v naše blato, ne, čeprav je sposoben, ampak zakaj pa bi, a ne. Rajši mi svoja tla pripeljimo torej do stopal Kristusa, s tem, da delimo resurse, torej, da uživamo Kristusovo telo in pridemo v večno življenje na Zemlji.